Poudarki današnjega Pomurskega dnevnika. Zavod Mlin v Pečarovcih pripravlja poletne tabore. Nogometaši Mure pred novo sezono. Med počitnicami obiščite Vulkanjo in največji grad na Slovenskem. V oddaji po sledih napredka o kakovosti jagodičevja. Poglejmo še vreme, jutri bo pretežno jasno. Spoštovani gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni. Letos so v občini Puconci prvič organizirali brezplačne poletne počitniške aktivnosti za otroke v okviru projekta Aktivno Goričko na več lokacijah. Mi smo obiskali vesele tabornike v zavodu Mlin v Pečarovcih. Prispevek Miše Zečevič. Projekt Aktivno Goričko je bil uspešno izbran na javnem razpisu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zato lahko to poletje v občini Puconci otrokom omogočijo kakovostno, aktivno in ustvarjalno preživljanje poletnih počitnic. Moči so združili Zavod Mlin, nogometni klub Kema Puconci, ženski odbojkarski klub Mureksin Puconci ter razvojni zavod občine Puconci. Naša ekipa je obiskala tabornike v Pečarovcih. Zavod Mlin že tretje leto, praktično že četrto leto, organizira poletne tabore. Ta tabor zdaj ta teden je že 9. tabor. Naša filozofija je, da pustimo otroku, da je otrok. Jaz sem opazila kot mama 3 otrok, sicer so zdaj že odrasli, sem opazila, da zdaj novodobni starši zelo malo dovolijo svojim otrokom, posebej zelo malo dovolijo otrokom se umazati, početi stvari, ki si jih sami želijo, ne vem, plezati, karkoli. Zato smo se tudi odločili, da te tabore zasnujemo na takšen način, da se otrokom prilagajamo. Poletni program na taboru prepuščajo otrokom, ki se kot organizatorji dobro znajdejo. Nimamo določenih nekih aktivnosti, ampak vse prihaja iz otrok. Mi, ko vidimo otroke, mislim, kakšne so njihove želje, kaj jih zanima, jim prepustimo, da oni v bistvu delajo ta program, kaj bomo delali. Zdaj so v bistvu najbolj pomembno na tem taboru je sodelovanje med otroci, da si drug drugemu pomagajo, da ni eden vodja, ampak da se dogovarjajo, da res sodelujejo, so si prijateljski. To je najpomembneje in da v bistvu otroci si znajo sami napraviti svoj načrt za igro. Zadovoljni in nasmejani otroci so v neokrnjeni naravi preprosto uživali. Na taboru mi je bilo najbolj všeč, ko smo se šli razne izzive, ko smo delali brloge in ko smo še šli ena beseda, ena pesem. Bili ste tudi na blatu? Ja, tudi to smo bili. Bili smo zelo mokri, zelo blatni. Jaz sem se tudi poškodovala tam, ampak je bilo zelo lepo in bi še ponovila. Se ti zdi, da imate tukaj več svobode, da lahko počnete to, kar morda doma ali pa v šoli ne smete? Ja, absolutno. Zelo je tu lepo, zelo si sproščen, delaš v bistvu skoraj da ne kar hočeš in zelo je lepo, res. Veseli taborniki komaj čakajo na ponovno snidenje, mi pa jim seveda želimo brezskrbne in prijetne počitnice. Pa ne pozabite, drugo leto se vidimo tu, točno tu, v Zavod Mlin v Pečarovcih. Nogometaši Mure bodo novo sezono prve lige Telemach začeli z enim najzahtevnejših gostovanj. Črno-beli se bodo jutri ob 20:15 v Celju pomerili z aktualnimi državnimi prvaki. V taboru Mure so po koncu priprav optimistični. Poudarjajo, da so se igralci z novim trenerjem dobro ujeli. Pred prvo prvenstveno preizkušnjo pa je pričakovanje predstavil trener Murec. Mislim, da smo oziroma imamo dobre priprave za nami. Igrali smo tudi močne pripravljalne tekme, se pravi tudi prijateljske oziroma pripravljalne tekme so iz tedna v tedna nam kazali, kje smo, kaj še rabimo, kaj nam še manjka, na čem moramo še delati.
Res, da so bile kratke priprave, sigurno bi še kakšen teden bil dobrodošel, da še neke zadeve izpilimo, ampak pravim, vsak trening, vsako pripravljeno tekmo smo probali čim boljše izkoristiti. Na začetku predvsem je bil neki cilj, da se ekipa še boljše poveže, da vsem igralcem je jasno na treningu in pa na tekmi, za koga igrajo, za kakšen klub igrajo, da tukaj ni popuščanja, da ne bomo tolerirali tistih, ki ne bodo hoteli. Jaz sem že na prvi konferenci rekel, da izhajam zelo iz ekipe in tisti, ki se bodo podredili ekipi, ki bodo delali za ekipo, bodo zraven oziroma bodo imeli priložnost, da bodo igrali, kdo pa ne, pa se bo pač na tak način sam izločil, tako da to je bilo neki začetek, ko smo ogromno časa pa poudarka namenili temu, potem pa seveda razne taktične zamisli v vseh fazah igre in zdaj, če tudi pogledamo naše pripravljalne tekme, veseli dejstvo, da smo res bili iz tekme v tekmo oziroma iz tedna treninga s trening boljši, da smo napredovali in jaz moram tle pohvaliti ekipo, da res od prvega dneva, kar se tega tiče, so kar dobro srkali te nove informacije, principe in vsi pa vemo, pripravljalne tekme so eno, priprave so eno, neka podlaga, neka osnova za vse skupaj, zdaj pa treba to pokazati na prvenstvenih tekmah. Med počitnicami v poletju, pa tudi sicer, vabi Vulkanja, ki jo imamo čisto blizu. Z nami je direktorica Zavoda za turizem in kulturo občine Grad, Danijela Krpič. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Za začetek marsikdo sploh ne ve, da smo imeli v Sloveniji oziroma tako blizu vulkan. Kje se nahaja in kakšna je njegova zgodba? Ja, drži, v Sloveniji je bil vulkan in to na Goričkem. Mi smo ga zato tudi poimenovali Gorički vulkan. Nahaja se pri Gradu na Goričkem, tam je še danes so vidni sledovi tega vulkana, kajti premer je imel 1 kilometer. Je pa bil ta vulkan del vulkanskega delovanja, ki je imelo središče v Bad Gleichenbergu, tako da smo mi na obrobju bili in je ta Gorički vulkan dejansko bil stranski izbruh. In doživetje vulkanje, kjer stoji prav na nekdanjem kraterju vulkana, kako ste obiskovalcem uspeli približati dogajanje, ki se je tukaj odvijalo pred 3 milijoni let oziroma davno nazaj? Ja, mi smo želeli, glede na to, da imamo tukaj res vulkanske kamnine, torej naravno vrednoto, ki še ni bila turistično znana, smo želeli to približati ljudem, kajti imamo enkratno vulkansko zgodbo in ljudem to res prikažemo. Seveda tukaj izvejo vse o vulkanih, še posebej pa potem spoznajo naš Gorički vulkan. Tako, ampak obisk ni klasičen muzejski obisk. Obiskovalce čaka na tej skoraj 1,5 ure dolgi pustolovščini veliko. Drži. Dejansko je obisk pravo doživetje v vulkanskem podzemlju. Obiskovalci se sprehodijo skozi lavine cevi, spoznajo vse o vulkani, skozi virtualne vsebine, potem vidijo tudi nastanek vesolja in življenja na Zemlji, utipajo lahko čisto prave geode, se z dvigalom spuščajo v magmatsko ognjišče in potem s podzemnim 3D vlakom potujejo nazaj na površje. Peljemo se z vlakom, ampak ob tem vlaku je pomemben tudi krtek Oli. Tako je. Naš krtek Oli je dejansko maskota našega doživljajskega parka. Oli je tak prijazen vulkanolog, zelo radoveden, fotograf, navdušen nad vsem, kar se dogaja okrog njega, predvsem v naravi, zato ima tudi velika očala. Je zelo tak prijazen, nasmejan lik, ki ga otroci zelo hitro poistovetijo. In ta krtek Oli nas spremlja dejansko celotno potovanje skozi vulkansko podzemlje. Pojavlja se v filmih, nagovarja obiskovalce, v igricah se pojavlja. No in mi smo, se moramo malo pohvaliti, razvili tudi zelo lepo blagovno znamko krtek Oli, tako da lahko otroci potem tudi imajo njegovo knjigo Oli iz dežele vulkanov in namizno družabno igro Olijev izziv.
Poleg seveda vulkana, kamor se lahko odpeljemo s turističnim vlakcem in nam bo Oli potem razložil marsikaj, pa je mogoče obiskati tudi geološki muzej in ga tudi obiskati z Olijevim turističnim vlakom. In kaj vse ta izlet po vulkanski pokrajini ponuja, ste veliko našteli, kaj obiskovalce najbolj navduši, ko pridejo do vas? Dejansko jih navduši najbolj podzemni vlak, ki se premika. Nad tem so še posebej navdušeni otroci, je ene vrste kot adrenalinska vožnja. No, omenili ste geološki muzej, zraven se nahaja geološki muzej v nekdanji Lednarjevi usnjarni. Tam obiskovalci spoznajo kristal olivin. To je mineral, ki ga v Sloveniji najdemo edino tukaj pri gradu na Goričkem, kajti nastaja na vulkanskih območjih. Tako da v muzeju je posebej predstavljen ta mineral, potem je geologija Goričkega predstavljena, narava Goričkega. No, v zadnjem delu muzeja smo pa mi uredili tudi razstavo o predelavi kože v usnje, kajti nekoč je tukaj ta obrt bila prisotna. Tako da obiskovalci res raznoliko lahko obiščejo samostojno ta muzej ali pa vodeno, kakor želijo. Pri tem se mi zdi pomembno poudariti, da je ta izlet v Vulkanijo oziroma v občino Grad na Goričkem primeren za vse generacije. Tako je, primeren je za čisto vse generacije, navdušeni so tako otroci kot starejši. Otroci se nekaj novega naučijo, kajti ta obisk je tudi zelo poučen. Starejši pa obujajo spomine na šolo, ko so se učili v vulkanih, in moram priznati, da so dejansko skoraj vsi presenečeni, kako dobro je to zasnovano in kaj vse tukaj doživijo in spoznajo. In obiskovalci, ki se odločijo za celodnevni izlet, kaj jim poleg Vulkanije recimo še priporočate, da si ogledajo v občini Grad? Vulkanijo absolutno, to je tisto, kot rečemo, nekaj takega kot češnja na torti. Poleg tega pa občina Grad ponuja marsikaj. Tako je. Mi obiskovalcem vsem seveda prvo ponudimo skupno vstopnico z gradom Grad, ki je tudi največji grad v Sloveniji, in ko so že enkrat v Vulkaniji, bi škoda bilo, da ne bi obiskali še gradu. No, do gradu se lahko tudi peš sprehodijo po taki lični potki mimo cerkvice. No, lahko si ogledajo na poti potem še tudi cerkev Marije Vnebovzete pri gradu, kjer je svoje zadnje delo imel Jože Plečnik. Potem lahko obiščajo tudi druge znamenitosti v naši občini, seveda jih pa potem povabimo tudi, da raziščajo celotni zahodni del Goričkega, kjer se lahko povzpnejo na najvišji vrh, Sotinski breg. Pod njim lahko občudujejo oziroma okušajo Slatinski izvir, kajti vse to so tudi posledice vulkanskega delovanja, in če je že zgodba vulkanska, naj tudi obiskovalci to doživijo. Kar želiva povedati je, ni se treba odpraviti daleč. Tukaj imamo vse in čas poletnih počitnic je kot nalašč za to, da se odpravimo raziskovati kraje, ki so nam blizu, pa jih ponavadi malce manj poznamo kot katerega drugega. Tako je, mi sedaj v času počitnic ponujamo tudi vožnje z cestnim turističnim vlakom. To je naš vlak Oli, ki obiskovalce popelje po vulkanski pokrajini. Na tej vožnji, ki traja 45 minut, se ustavijo tudi v kamnolomu bazaltnega tufa. Tam si ogledajo 2 kratka filma, slišijo razlago, raziskujejo, če imajo srečo, lahko tudi najdejo kakšen mineral olivin in se potem po lepi panoramski poti pripeljajo nazaj do Vulkanije. Daniela Krpič, direktorica Zavoda za kulturo in turizem občine Grad, najlepša hvala. Tudi vam, hvala. V nadaljevanju programa bo na sporedu oddaja Po sledeh napredka. Pomurska akademikinja Tatjana Unuk bo razložila tveganja s sadjem v poobiralnem obdobju. Se pravi, mi lahko jagodo odtrgamo prej z rastline, ona bo svojo rdečo barvo razvila. Na konci, ko boste to prehitro odtrgano jagodo položili poleg one, ki je bila odtrgana, ko je bila čisto zrela, vi ne boste videli, da je karkoli z njo narobe, po videzu, po barvi, ampak notranje lastnosti bodo pa popolnoma drugačne. In kot taki tipični neklimakterični plod se jagoda torej ne odziva na neko reakcijo z etilenom, da bi mi lahko z aplikacijo etilena kot hormona zorenja pospešili razvoj njenih parametrov kakovosti in pa zrelosti.
Vremenoslovci napovedujejo, da bo jutri pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter. Dopoldne je bilo oblačno. Opoldne so v Murski Soboti izmerili 25, v Radencih 24, v Lendavi 21 in v Krajinskem parku Goričko 24 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodni veter, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 22, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj Celzija. Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji bodo v Murski Soboti in na Ptuju 19, v Mariboru 18, najvišje dnevne pa v Murski Soboti 30, v Mariboru 29, na Ptuju pa prav tako 29 stopinj Celzija. V soboto bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami in nevihtami, zapihal bo severovzhodni veter, hladneje bo. V nedeljo bo deloma sončno, popoldne bodo krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature se bodo v naslednjih dneh gibale med 11 in 20, čez dan pa med 24 in 35 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem Pomurskem dnevniku. Vabljeni k spremljanju dogajanja v Pomurju tudi na naši spletni strani in družbenih omrežjih. Hvala za vašo pozornost, pa srečno!